Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve smo imeli v Republiki Sloveniji od leta 1992 oziroma 1993 in prav nobeni vladi do sedaj ni padlo na pamet, da ga bi združila z gospodarstvom. In to je predlog za rušenje socialnega modela in eden izmed ključnih razlogov, da se v Evropi danes živi bolje kot drugje po svetu. Ampak seveda, to je nekaj, kar si želijo uničiti. Razumemo. Resor dela in delavskih pravic je za desnico moteč. Njihova politika ni bila nikoli na strani delavcev, ampak na strani kapitala, elit in dobičkov peščice. Ta škandal tukaj v predlogu je primerljiv z odločitvijo druge Janševe vlade, da ukine samostojno Ministrstvo za kulturo. Tako kot takrat, tudi danes gre za ideološko odločitev in prav nič drugega. Gre za ideologijo, ki ne postavlja v spredaj človeka, ampak kapital, ki ne postavlja v središče politike blaginje ljudi, ampak dobičke. In iz imena ministrstva izginjajo tudi enake možnosti, ki jih desnica ne smatra kot prioritetno. S predlagano spremembo se torej pod pristojnost Ministrstva za gospodarstvo prenaša tudi Inšpektorat za delo. To pomeni, da bo minister zadolžen za zaščito interesov gospodarstva podajal usmeritve inšpekciji, ki naj bi to gospodarstvo nadziralo in sankcionirajo v primeru kršitev ter skrbelo za odpravo in omejitev delavskih pravic. Prav tako se ukinja Ministrstvo za solidarno prihodnost in s tem samostojni resor za stanovanja, dolgotrajno oskrbo in ekonomsko demokracijo. Vse tisto, kar je z Levico v vladi končno zaživelo po 20 letih stagnacije.